Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njemu. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, dokler sem še med vami. To lažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Slišali ste, da sem vam rekel: odhajam in pridem k vam. Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bi se rad ustavil ob prvem berilu, ki je začetek življenja prvih kristjanov. Prvi kristjani so bili najprej Jezusovi apostoli, 11, kjer je eden zapustil to skupnost, potem so se pa drugi bližali. In v tem utripu prvih kristjanov, prve cerkve, nastane razmišljanje med ljudi, ki so že kristjani, da vsak kristjan, ki začne svojo pot vere v Jezusa Kristusa, mora najprej postati judovski vernik, imeti tudi vse predpise in izpolnjevanje kot juda, vernika, potem pa kristjan. In to je bilo veliko breme za tiste ljudi, ki niso bili judje. To so prihajali iz drugih narodnih okolij. In tukaj sta prišla skupaj Barnaba in Pavel in so rekli, kaj je tisto, kar je potrebno za kristjana, da se ne nalaga drugih vremen. In ko razmišljam tako v življenju, ko neko stvar opravljamo, delamo, ali gremo po taki poti do cilja, ki je najlažja, ali izberemo težjo pot. V šoli se lahko izbira zelo lahko pot, če se da kaj prepisati, se lahko dobi lahko boljšo oceno. Pa kar vemo, da to prepisovanje ni tisto, kar bi bilo zelo tako plemenito. Čeprav smo se tudi jaz temu tako nekako, tudi nisem se izognil, če se je dalo po lažji poti. Pri opravljanju dela tudi človek gre po taki poti, da enak cilj doseže po najlažji obliki. To je pametno. Kadar sem hodil v hribe, ko sem mlajši, ni bilo vedno tako. Izziv je bil po kakšni težji poti navzgor lažji kot vse sto. Kaj pa na področju vere? Da človek nekaj na področju vere gradi ali pa oblikuje. Ne rečem doseže, dosežemo potem v večnosti. Sam menim, da je tudi najbolj primerna najlažja pot. Najlažja, če je to res za dosego cilja. Zakaj bi človek šel po težki poti? In tukaj pravi apostol Pavel: samo te reči vam dajemo, novim kristjanom, da se vzdržijo, kar je darovano malikom, krvi mesa zadušenih živali in nečistovanja. Tri reči so našli.
Ker pa mi, ko smo slišali to po 2000 letih, za nečistovanje, to je še vedno naša dolžnost, da se tega ognemo. Najrazličnejših oblik nečistovanja, ki je grešno življenje. Darovanje malikom, danes ni več tega. Meso pa kri darovanih zadušenih živali tudi ne. Je pa, a je možno kakšna druga stvar, ki bi bila lahko podobna temu, kar je bilo pred 2000 leti. In ko razmišljam o tem, kaj je tisto, kar je potrebno za držo kristjana danes. Res imamo Božje zapovedi. Prva, veruj v enega Boga. Zelo jasno. Ampak da bi zmogli slediti temu, kaj je pa tisto, od česa pa ni odstopanja. Zato, ker potem to mene ne oblikuje in ne gradi v dobrega človeka, imamo pa še cerkvene zapovedi. Kot tisto določilo, to pa je tisto, kar pa, če se bo opustilo, ne bo vodilo k dobremu. In tako je tudi prva cerkvena zapoved, bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. Ne govori vsak dan, so vsak praznik. Človek to lahko naredi, potem po lastni odločitvi. Ampak nedelja, zapovedan praznik, zapovedanih praznikov je 5 takih, ki ne pridajo vedno na nedeljo, ampak so na datum postavljeni 5 v enem celem letu. Nedelja poznana. In potem razmišljam, tukaj ne gre držati človeka, ki skrbi ali za otroka doma, za bolnega človeka, ostarelega. To so stvari, ki zahtevajo našo prisotnost do bližnjega, ampak nekdo, ki lahko prosto izbira in to iz nedelje do nedelje. Kaj postavi na nedeljo? Kakšno obliko življenja? In če je nekaj drugega teden za tednom postavljeno na tisto dogajanje, ko je bogoslužje pri sveti Evharistiji, ali ni to nek malik, pa tako se ne reče, je neko veselje, neko, kar ima rad opravlja, ki je lahko zelo lepo, dobro, pa vendar lahko napolni tisto mesto. Pa to niso zadušene živali, ko so bile pred 2000 leti. To so druge reči. In kako lepo se mi zdi, ko kakšen človek pride že v soboto zvečer k sveti maši, zato ker je drugi dan kolesarska dirka. Ali sem opazil pred časom, je prišla mama z otrokom v ponedeljek zvečer. Zato, ker so imeli v šoli tak program, da so se iz tujine vrnili šele v nedeljo zvečer domov. In je ta otrok osnovnošolski rekel, mami, včeraj je bila nedelja. Kako je to začutil? Pri teh letih starost bi ocenil nekako 12 let. Nekaj, kar je pomembno v življenju. In tudi pri nas postavljajo cerkvene zapovedi samo tisto, kar je primerno in dobro za človeka. Seveda lahko naredimo tudi kakšen korak več. Ali bolj, cerkvena zapoved. Vsaj enkrat v letu bodi pri sveti spovedi in prejme svetorešne trge. Majhna stvar. Nekateri začutijo vse večkrat potrebno. Ne samo na veliko noč, kaj pa še na Božič ali na praznik vseh svetih, ko molimo za rajne. Ali pa cerkvena zapoved, posti se zapovedane postne dni. Pa je to pa je lahko. Brez mesa enkrat na teden v postnem času. Pa si mislim, pa kaj meso? Ko pogledam mlade, tudi starejše, ko so mi. Kaj pa ekrani, telefon? Ma lažje 3 dni brez mesa živeti, smo dosti drugih dobrih reči. Brez tega. Veste, kakšne oblike posta so to?
pa hude, pa se lahko vsak od nas prepozna, kje je res tisti težek post. Nekdo, ki niti nima rad mesa, sploh ne ve za ta post. Se spomnim, kako je fajn rekel brat Luka Modic, kapucin. Po internetu mi je tako video spodbudo, ko se je odločil, da ne bo jedel, tako po domače, nobenega cukra. In so se držal. Je rekel, kakšen cukr? Alkohol je bil problem, ne pa cukr. Je rekel, kako je prepoznal, kaj je tisto, kar je res post, lahko pri njemu in pri drugih ljudih, s katerimi je. In ko razmišljam, ta zadnja cerkvena zapoved, zdaj po ta nove malo spremenjena, jaz še vedno po ta starem, jo čutim, sklepaj zakon, sveti zakon, cerkveno poroko po cerkvenih določbah. Ko razmišljam, nekdo dolgo časa, bom rekel, premišljuje o tem, bi v to dejanje šel. Kaj je tisto, kar ga zadržuje? Ali je premajhen čut, kako dragocen je ta sakrament? Kako bi bila lepa želja, da nekomu res želim dati obljubo, jaz pa s tabo bi rad bil vse dni svojega življenja. Seveda se pojavlja strah, da razmišlja o strah, kaj pa če ne bo šlo? Kaj pa če ne bo šlo med nami? In mi prihaja misel, kaj pa tisti strah, kaj pa če jaz ostanem brez tebe? Kaj tisti strah je večji? Tisti, kaj če ne bo šlo, ali tisti strah, kaj pa če jaz brez tebe ostanem? In če je ta strah, kaj če jaz ostanem brez tebe, ki si tako dragocena, potem pa tukaj ni vprašanje. Želim dati obljubo, ker želim biti z njim ali z njo. Ali niso te cerkvene zapovedi nekaj dragocenega, ki nam dajo eno smer, eno postavitev, kaj so tiste stvari, po katerih lahko rastem v dobrega človeka, dobrega kristjana, dobrega državljana, da je lepše v mojem življenju, pa tudi z mojimi bližnjimi. Poleg teh potrebnih reči, če tako rečem po besedah apostola, pa so pa lahko še druge stvari, in človek v življenju spoznava, začuti. Zato tudi Jezus pravi, Sveti Duh, ki ga dam, vas bo učil vsega in spomnil vsega. In to je pot našega življenja, ko lahko po Svetem Duhu v iskrenosti srca prepoznavamo to, kar je potrebno dobro, pa na pravem mestu. Pa lahko na koncu ko zaključim. Vedno naša pot, ki je najlažja za dosego cilja. Najbolj enostavna. Včasih pa človek izbira stvari, ki so najbolj primerne, tudi če niso najlažje, so pa najbolj primerne. Zato, ker so tiste, ki res gradijo naše življenje. Zato vas tudi povabim, da skupaj izpovemo Venega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebesa